Marjan Pogačnik je bil mojster vreznih grafičnih tehnik. Po končani slikarski specialki pod mentorstvom Gabriela Stupice je čopiče za vselej odložil in se posvetil grafiki. V njegovih prvih suhih iglah so kritiki takoj prepoznali sijajnega risarja liričnega izraza in intimne izpovedi. Črno-bele grafike njegove klasične faze od leta 1959 do 1963 so prave stopenjske jedkanice, v katerih posamezne stopnje jedkanja prispevajo k likovnemu izrazu grafičnega lista. Bistvena pa je kombinacija z reliefnim tiskom. Oblikovno so se iskanja v tej smeri hitro izčrpala, zato je Pogačnik postopoma začel dodajati barvo. Reliefni učinek stopenjsko obdelane plošče je prevzela dinamika barvnih kontrastov. V kombinaciji z visokim tiskom je izbrusil način globokega jedkanja plošče, ki je vzpostavil samo dve ravni, barvno ploskev visokega tiska in belino reliefa. Relief je prevzel funkcijo risbe kot nekakšna mreža, ki nosi barvno kompozicijo. Tehnika Pogačnikove grafike je neskončno zamudna, fizično naporna in z visokim odstotkom zavrženih poskusov. Zato prodajne naklade velikih grafik niso nikoli bile večje od 35 listov. Samostojno je razstavil samo dvakrat, prvič leta 1962 v Mali galeriji in drugič 40 let pozneje na retrospektivnem pregledu svojega ustvarjanja v Narodni galeriji. Pogačnikovo grafiko najdemo med izbranimi primerki v nekaterih mednarodnih grafičnih priročnikih in v zgodovinskih pregledih. Zanjo je prejel vrsto mednarodnih nagrad, kot na primer zlato medaljo na Sredozemskem bienalu v Aleksandriji, International Print Competition 77 v San Franciscu leta 1977, že leta 1954 pa so na plakatu Beneškega bienala reproducirali njegovo grafiko. Doma je poleg več odkupnih nagrad prejel nagrado Prešernovega sklada leta 1962 in leta 1986 Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Njegovo ustvarjalno zapuščino v celoti hrani Narodna galerija. Pogačnik je ustvaril unikaten stil s posebno ročno, popolnoma nadzorovano izdelavo matrice in z načinom tiskanja, ki ni dopustil eksperimentiranj in naključij. To je bilo daleč od uveljavljenih praks, ki so težile k čim hitrejšemu tisku in vse večjim nakladam, ter si pri tem pomagale s številnimi sodobnimi tehničnimi olajšavami. Prva faza črno-belih grafik sta kombinirani tehniki večstopenjske globoke jedkanice in slepega tiska. Na pripravljeno ploščo je najprej s čopiči nanesel asfaltni zaščitni premaz in nato ustrezno formo vrisal z iglami. Proces jedkanja je razdelil na 4 časovno opredeljene stopnje, najprej za brezbarvni reliefni učinek, ki ga je jedkal v vseh stopnjah, da je dosegel globino 1 milimetra. Nato je ploščo spravil, osušil, dopolnil kompozicijo s črno konturno risbo ter nadaljeval jedkanje. Čas jedkanja je bil pol krajši od predhodnega. Sledilo je risanje srednje drobnih elementov ter ponovno jedkanje v ustrezno krajšem času. Z mehkimi ptičjimi peresi je nenehno odstranjeval usedlino in mehurčke, ki so posledica reakcije med cinkom in kislino. Kislina namreč jedka v vse smeri in le tako dosežemo, da jedka samo v globino. Zaradi agresivnosti kisline, ki z razžiranjem lahko popači prvotno risbo, je moral jedkanje nenehno nadzorovati.
Ploščo je pogosto vzel iz kisline, obnovil asfaltno zaščito, po potrebi tudi risbo in nato nadaljeval z jedkanjem. Na koncu je v asfaltni premaz vrisal še zadnje, najdrobnejše grafizme ter jih jedkal skoraj 3-krat manj časa kot na predhodni stopnji. Po izjedkanem reliefu in risbi je poglobljene dele naprašil z zrnatim prahom kolofonije in rahlo zajedkal, da je ustvaril teksturo za boljši oprijem barve in za žamoten videz reliefa. Pri črno-belih grafikah plošče zaradi reliefa ni bilo mogoče premazati na uveljavljeni način, zato je črno barvo lokalno nanašal z mehkejšimi plastičnimi ali gumijastimi lopatkami, tršimi čopiči in manjšimi usnjenimi tamponi. Enako skrbno je nato s koščki papirja obrisal barvo z ravne povišane površine plošče. Želel se je izogniti razmazovanju barve v najbolj izjedkanih delih, ki so bili namenjeni brezhibno čistemu belemu reliefu, saj se na določenih mestih tiskovna in reliefna površina dobesedno stikata. Z majhnimi tamponi iz kompaktne bombažne tkanine je brisal razmazano barvo iz poglobljene, netiskovne površine reliefa. Če odvečne barve ni dovolj dobro očistil, so bili reliefi obkroženi z rahlo umazanijo, ki je popolnoma spremenila sugestivnost grafičnega lista, kar je bilo za Pogačnika nesprejemljivo in je takšne odtise zavrgel. Postopek nanašanja barve pri barvnih jedkanicah je bil popolnoma drugačen. Barvo je na povišane, neizjedkane dele plošče nanesel lokalno s pomočjo različnih valjev. Kjer valji niso mogli doseči manjših detajlov, je uporabil usnjene tampone in čopiče. Če pomislimo, da je na nekaterih ploščah imel 15 in več različnih barv ter celo vrsto zelo drobnih detajlov postavljenih drug ob drugega, si komaj lahko predstavljamo, koliko koncentracije, natančnosti in časa je postopek terjal. Za en sam korekten odtis, s katerim je bil zadovoljen, je umetnik lahko porabil ves dan. Na podlagi uvodnih slepih odtisov je določil ustrezen pritisk valja ter ga označil na preši.
Pogačnik je tiskal na najboljše ročno izdelane grafične papirje iz bombažnih vlaken, ki jih je lahko kupil na trgu. Zaradi tiska na reliefni matrici je moral biti papir primerno namočen in nato osušen do ustrezne vlažnosti. Če papir ni dovolj posušen, se vlakna pri nadaljnjem sušenju skrčijo in izravnajo relief. Če pa je papir presuh, se vlakna ne upognejo dovolj in se pri reliefnem tisku lomijo, kar je vidno kot rahla razpoka. Pri tiskanju je na ploščo položil grafični papir, oboje pokril z mehko tkano klobučevino in spustil skozi prešo. Nato je posušen odtis obrezal na vnaprej določene dimenzije in ga ustrezno opremil s signaturo. Marjan Pogačnik je težil k tehnični popolnosti in je vse svoje grafike tiskal doma s pomočjo žene Bogomile Avčin Pogačnik. Za vizualizacijo svojih likovnih idej je razvil avtentičen grafični postopek, ki ostaja v okvirih tradicionalne jedkanice, a je vseeno dajal izvirne rezultate. Šele ko se vživimo v Pogačnikovo razumevanje grafičnih tehnik, v logiko poteka grafičnih procesov, v razvoj njegovega likovnega jezika in ustvarjalno etiko, lahko dojamemo pomembnost in veličino njegovega dela.